Pozdravljeni v 5. epizodi Simple Life podcasta 14. junija 2020. Z vami sem Jure Pehar in nadaljujem temo telefonov. Bolj natančno, kako zjutraj in zvečer uporabljati telefon. In to je, da ne uporabljaš telefona zjutraj in zvečer. V smislu, da nekje vsaj prve pol ure v dnevu ne pogledaš telefona. To pomeni, da niti ne ušvrkneš zaslona, ki je za 1 sekundo prižgan. Da pač ne pogledaš, kakšna sporočila so vmes prišla, ali pa koliko neodgovorjenih klicev imaš, ali pa karkoli. Pač vsaj prve pol ure ne pogledaš tega. Jaz recimo ne pogledam, mislim, da včasih tudi po 4-6 ur zjutraj, ker pač, nekaj je delo od doma in da imam trenutno življenjsko situacijo tako, da res ne rabim preveriti, ampak tudi če rabiš preveriti, vsaj pol ure komot ne preveriš. Res, ker toliko se pa nobenemu ne mudi v lifeu, da rab stalno preverja telefon oziroma da zjutraj ne more pol ure počakati in ne pogleda telefona. In zakaj bi to naredil? Je lik zato, ker vsako sporočilo, ki ga dobiš, ali je to klic, SMS, e-mail, karkoli, pride z neko stopnjo živčnosti. V smislu, če ti šef recimo nekaj pošlje, samo da sem omenil verjetno to, vsi začutite pač neko stopnjo živčnosti v sebi in zdaj si predstavljaj, zjutraj se ti zbudiš, vstaneš iz tople postelje in začneš svoj dan. A res hočeš prvo stvar, ki jo zjutraj narediš, pogledati, kaj vse je prišlo prek telefona in koliko živčen moraš zdaj biti. Lahko v bistvu tako gledaš, da ti si vstal, si vzel telefon v roke in če to narediš, če je prva stvar, ki jo narediš, da vzameš telefon v roke, v bistvu je kakor da bi hotel biti živčen. Kakor da, jaz sem zdajle kakor tako v redu, sem se naspal, zdaj bom začel svoj dan in jaz rabim biti živčen, dajmo pogledati, kako bom jaz dan živčen in pol vzameš telefon v roke in takole bom jaz dan živčen. A ne bi rajš pol ure počakal? Pa greš najprej si lepo počasi zobe umit, pa se napraviš, pa mogoče še poješ zajtrk v miru. Pol pa pogledaš telefon, pa vidiš, neodgovorjen klic od šefa, prijatelj mi je poslal 7 SMS-ov, e-mail od davčnega urada, kaj hočejo zdaj. In, pol se s tem ukvarjaš. Imel si pa vsaj tiste pol ure zase, v easy, kad cel svet še ni prišel do tebe in te začel tepsti dol. Pač imel si pol ure v easy na začetku svojega jutra. Ker fora je, da ali se tega zavedamo ali pa ne, nekako zjutraj postaviš temelj svojega celega dneva. Če si že zjutraj takoj živčen, si pol cel dan malo tak živčen. Mislim, da je dan, da imaš samo fajn stvari za početi dan, ampak vseeno, če si začel dan, ni pregor, da si vstal z levo nogo, to prav vprašanje obstaja. Če nekdo vstane z levo nogo, da ima cel dan bolj tak. In je nekaj na temu. Lih to hočem reči. No, pol je pa druga stran dneva, oziroma konc dneva, ki je pa ista štorija. Konc dneva je v bistvu priprava na spanje, lahko tako gledaš. Se pravi, čez dan, začel si dan v leru in ga pol počasi dal v prvo prestavo, pa v drugo, pa v tretjo in pol magar
tekom službe, tekom dneva, ko si imel opravke pa počel različne stvari, si prišel vse do 5., 6. prestave. In zvečer je tvoja naloga, da lepo iz 6. ali pa iz 5. greš počas nazaj v 1. In pol valer in se lepo naspiš. No, to je meni skoraj da smešen, v bistvu, če ne bi bilo tako žalosten, da en folk pipka telefon vse do tega, ko gre spat in pol tako čuden gleda, da jaz ne morem zaspati. Ja, le zakaj? Ker če gledaš telefon, so tvoji možgani vsaj v 2. ali pa v 3. prestavi, če ne celo višji. In ti pa res rabiš v 1. dati svoje možgane, da pol lahko lepo zaspiš. Tako da zadnja ura v dnevu je, kar se mene tiče, pa tudi, če boste probali, boste videli, da je temu tako, je priprava na spanje, ko ne gledaš telefona in ko počneš stvari, ki so v easy, ko se pač z njimi umiriš in greš pol spat. In dejansko zaspiš. To. Tule imam še 3 oziroma 4 nasvete, konkretne stvari, kaj narediti, kar se tiče telefona in tega, da lahko zjutraj in zvečer ga uspešno ne pogledaš. In en je, da najprej določ mesto, kjer imaš telefon in naj bo vedno tam. Pač v bistvu, zvečer imaš en mini ritual. Lahko temu rečemo kar mini ritual, ko vzameš telefon in ga postaviš na njegovo mesto. Preden to narediš, ga daš na ne moti način, zato da, ko ga zvečer pač postaviš tja, te noben več ne more klicati, ti pošiljati sporočil, oziroma telefon pač ne bo več cinglal. Recimo, narediš to ob 9. zvečer, ko greš, recimo, da greš spat ob 11. in rečeš, da med 9. in 11. pač te ne bo noben več motil, daš telefon na ne moti način in ga odložiš na njegovo mesto z obrazom navzdol. Z obrazom navzdol je pa pomemben za naslednji dan, zato da ko budilka zazvoni in ti priješ do telefona, da glede na to, da je obrnen z obrazom navzdol, nimaš druge opcije, kot da klikneš enega od stranskih gumbov in enega od teh uporabiš, da ugasneš alarm. Mislim, saj iPhone ima to funkcijo, da ne rabiš prav na zaslonu klikniti, pač da neha zvoniti, ampak lahko ob telefonu, kjerkoli od stranskih gumbov klikneš in bo zadeva nehala zvoniti. Tako da daš telefon na ne moti način, z obrazom navzdol in na njegovo mesto. To je pač ta večerni ritual, na kar telefona, ko ta ritual izvedeš, ne pogledaš več. Dan si opravil s telefonom. Je pač tam in ga ne tikaš več. Se pravi, ko to izvedeš, imaš ta čas zase, zato da se zvečer umiriš. Mislim, še vedno lahko gledaš televizijo zaradi mene ali pa kakršnekoli druge stvari, ampak telefon, tista zadeva, ki nas, mislim, da najbolj dela živčne ponovadi, je pač tam in imaš mir pred njo in to je to. Zadnja stvar, ki hočem omeniti, je pa, ker sem že rekel, da daj telefon na ne moti način, je še to, da je mogoče fajn nastaviti, da kakšni ljudje še vedno lahko pridejo čez ne moti način. V smislu, da vsaj jaz imam tako nastavljen, da imam pod favorici, pod svojimi priljubljenimi kontakti, ljudi, za kjer sem jaz potencialni klic v sili. A veš, pač gre neki v kurac, neki v lifeu se zgodi in vse ne veš, kva se bo danes zgodilo, pa kakšna nesreča, pa to pa uno, in kdo te bo klical, češ, daj prid sem pomagati ali neki.
Tako da za vse tiste ljudi, za katere sem jaz potencialni ta klic, ne, da če gre res nekaj narobe, da mene kličejo, vse te ljudi imam med priljubljenimi in nastavljen tako, da me lahko dobijo tudi, če dam telefon v nemoti način. Tako da to sem naredil in zelo priporočam tudi ostalim. Fora je pa še, da pol te lahko te ljudje kličejo kadarkoli in te vedno dobijo. Tako da je fajn, če vsem tem ljudem pol poveš, da recimo, da po 8 zvečer imaš ti čas zase in da te takrat ne kličejo. Pač tudi ti njih ne boš klical, pa oni ne kličejo tebe. In večina ljudi bo to razumela, ker tudi oni imajo mogoče težave s spanjem, pa tudi oni se hočejo zvečer umiriti, pa imeti čas zase. In bo večina ljudi, se pravim, to razumela in tudi hotela imeti, tisto 1 uro, 2 pred spanjem mir, da pač delajo, kar oni hočejo delati in da jih ti ne motiš. In pa oni tebe ne. Isto velja zjutraj, recimo, da folka ne kličeš pred 10, recimo, ali pa pač 1 ura je, vse to se lahko zmeniš svojo družbo, pa vsakega vprašaš, kdaj bi ti hotel imeti cajt zase, zjutraj zvečer, oziroma kdaj ti je kul, da po kateri uri naj te kličem, če te že kličem, in vsak ima pač 1 uro. Tako da se lahko s temi, ki jih daš med priljubljene, oziroma med priljubljene kontakte, da pridejo čez nemoti način, pač ti ljudi malo povprašaš, kdaj jim je kul, pa jim poveš, da ti hočeš imeti zjutraj pa zvečer mir in se pač zmeniš, Tako da oni to vejo, pa itak je večini folku všeč, da si jih dal med samo njih, med te priljubljene. Tako da pač bojo upoštevali, saj moja izkušnja je taka. In gledam na listu, to je to. Pač zjutraj vsaj prve pol ure ne gledaj telefona, zato da dan začneš na tak umirjen, neživčen način. Zvečer zadnjo uro ali pa še malo dlje tudi ne gledati telefona, zato da se počasi pripraviš na spanje, umiriš in pol zakinkaš. Telefon, ta mini ritual, daj na svoje mesto, z obrazom navzdol, prej pa nastav nemoti način in seveda to, kar sem ravnokar govoril, da določeni ljudje lahko še vedno pridejo skozi ta nemoti način, ker pač life, saj ne veš, kdaj se kaj zgodi, pa kdaj te bo kdo res nujno rabil. In to je to. Do naslednjič. Uživite. Valjda, pa spodaj se lahko prijavite na nasvete oziroma na nove epizode. Valjda, to moramo omeniti, tako da ste obveščeni, ko pridejo nove. Zdaj pa je res to. Ajde.